Današnjo zlato hruško nosi knjiga Zep. 11 osebnih zgodb sošolcev nas premakne v svet razmišljanja z nedorečenim koncem, ki kar kliče po debati. Prisluhnite, kaj sva o njej razpravljala s simpatično Emo. Zep je gotovo ena tistih knjig, ki bralcu omogoči svojo lastno interpretacijo. V knjigi spremljamo zgodbe učencev enega razreda, ki pa so tako nore in odštekane, kot da morda niti niso iz tega sveta. Ena izmed njih je tudi Maksimilijan, ki je bila Emi najljubša. Zakaj? Všeč mi je bila zato, ker Maksimilijan bil fantek, ki je bil najprej prepričan v svoj prav, da je 2 + 2 = 4. Ampak ko so mu vsi okrog njega govorili, da ima narobe in da je 2 + 2 = 5, namesto da bi še naprej poslušal sam sebe, je poslušal vse okrog sebe in na koncu je tudi on rekel, da je 2 + 2 = 5. In se mi zdi, da to lahko povežeš, da se to vsak dan v našem življenju tudi dogaja. Ja, to je tudi en zelo znan psihološki eksperiment in knjiga je polna tovrstnih zanimivih domislic. Meni je bila recimo zelo všeč tudi ta zgodba, v kateri so prepovedali jok, a se je spomniš? Ja. Všeč mi je bilo, da najprej pač oče ni hotel iti na proteste, da bi spet dovolili jok. Ampak potem, ko je prebral njegovo najljubšo knjigo, ki je zelo žalostna, se je pa potem tudi on odločil, da bo šel na proteste, ker se je hotel zjokati ob knjigi. In potem, ko so na koncu dovolili jok, se je cela družina objela in se skupaj zjokala. Ja, jaz sem imel včasih občutek, da gledam kakšen film Monty Python. Knjiga je polna tovrstnih absurdov, stvari, ki sploh ne obstajajo, tako kot recimo 30. februar. Zato se zdaj seliva na Nizozemsko, kjer bova avtorja knjige vprašala kaj več o tem. Hi Gideon, every story in your book is heavily laced with absurd, nonsensical content. Was that a deliberate decision while writing this book? This non-existing date, that's the point of the whole book. It's all about absurdities and things that don't exist or cannot happen in real life. And I like you to imagine that it actually could exist or happen. Wouldn't that be great? Thank you very much. In hvala tudi tebi, Ema. Koliko je 2 + 2? 4. Dobro. Knjiga Zep nas spodbuja, da razmišljamo izven okvirjev in po svoje, da si dovolimo nore ideje in počnemo stvari, ki so drugim morda nenavadne, čudne ali pa celo smešne. Vprašanje se glasi takole. V pogovoru je Ema razkrila dogodek iz zgodbe, s katerim se lahko enači. Kateri? A. Številke lahko narobe seštejemo. B. Prej verjamemo drugim kot sebi. C. Svoje želje moramo zagovarjati. Ali D. Knjige nas lahko spravijo v jok. Imate 15 sekund. Ste slišali, rekel sem 15, ne 5 sekund. Vseeno ste odgovorili zelo, zelo hitro. Pravite, da je rešitev odgovor B. Da prej verjamemo drugim kot sebi. Rumena ekipa je na to vprašanje stavila Brihtolina. Če pa se spomnimo prispevka, lahko trdimo, da je Ema povedala, da je Maksimilijan poslušal vse okoli sebe, ki so ga postopoma prepričali, da je 2 + 2 = 5 in podobno se kdaj dogaja vsakomur od nas. Pravilen je torej odgovor B. 5 točk za vijolično in 10 točk za rumeno ekipo.